Volvo še vedno zna narediti dober avto. Kar hecno, ne? Ampak ko poslušam vse te kritike glede kitajskega lastništva, si mislim, se je res šlo vse nekam. No, potem pa na testu vzamem EX90 in se sam lahko prepričam, kako dober avto je. Ma svoje muhe, jasno, ma pa tudi veliko tistega, zaradi česar nas je navdušil. Ko avto stane več kot 100 €, se kriteriji precej spremenijo in moram biti še posebej zahteven. Ok, oblika je cool, za moj okus mogoče malo pusta, je pa zelo nevidno, da je tole Volvo in ne kar en avto. Ker je električen, je sprednja maska povsem zaprta in tudi zadaj ni kakšnih dramatičnih zaključkov v obliki izpušnih cevi, ampak ena sama eleganca. Rezultat je pa odličen količnik zračnega upora, samo 0,29 in to se pozna med vožnjo. No, pa začnem z vožnjo, če sem ravno pri tem. Navdušila vas bo. Tako umirjeno, udobno in tiho se res redko peljem. Zračno in prilagodljivo podvozje fantastično blaži, vredno vsakega evra, čeprav se te evri kar hitro nabirajo tukaj. Majhne luknjice, kot da jih ni, večje tudi lepo požira, karoserija se hitro umiri, tako da ni pretresan in kljub enormni masi, ta avto namreč tehta več kot 2700 kg, se tudi dobro drži ceste. Sem bil kar presenečen, kako nevtralen je med hitro vožnjo, ampak so očitno Volvovi inženirji nekaj naredili prav. Še imam pohvale. Tudi občutek na volanu je zelo dober in večina voženj je prava sprostitev, ker v bistvu uživaš v vožnji in predvsem v tišini. Celo med vožnjo po avtocesti lahko šepetaš, pa te bodo potniki zadaj slišali. Hecno mi je sicer, da smo na test dobili varianto, ki je sploh ni več v ponudbi, zdaj je v bistvu na voljo še več moči, ampak tudi ta z 2 elektromotorjema in s 380 kW moči, kar je po domače s 517 konji, je več kot dovolj hiter. Ne potrebujete toliko moči, seveda ne dovolj, bo že šibkejši model, je pa ta 4,9 sekunde z mesta do 100 zelo hiter. Dvomim sicer, da ga boste mnogokrat priganjali, ker je najbolj prijeten med umirjeno vožnjo. Še navor moram omeniti, 910 Nm ga je, zato vleče kot bik. Je pa vse to krivo za večjo porabo. Seveda je pozimi vse skupaj še slabše, ker električni avti mraza pač ne marajo, ampak ta kolos, ki je tudi dolg več kot 5 metrov, kljub ogromni bateriji prevozijo okrog 300 km na avtocesti. Vem, da bo poleti vsaj 100 več, ampak zdaj je povprečna poraba 32 kWh na 100 km in čeprav ima baterija 107 kWh neto kapacitete, je to pač treba napolniti. Spet, ta verzija ima samo 400 V omrežje in se mi kljub obljubljenim 250 kW nikoli ni polnila z več kot 140 kW moči. Če nisem v navigaciji določil cilja kot polnilnico, pa sploh ne več kot z 90 kW. To morajo popraviti in dodati še kakšen gumbak za predgretje baterije, da bo bolj enostavno in učinkovito. Ok, Volvo se je vedno hvalil kot najbolj varna znamka in tudi ta ne razočara z vsemi sistemi in rešitvami, ampak ravno od znamke, ki toliko stavi na varnost, bi pričakoval, da bo tudi uporabniško izkušnjo naredila varno, pa je ni, ker so praktično vse fizične gumbe zamenjali oziroma odstranili in vse skupaj je upravljan samo še na tem sicer velikem in lepem zaslonu. Nimam kaj reči, vmesnik deluje hitro, dober, meniji so logični in se v bistvu hitro navadiš, ampak čisto vsako malenkost moram med vožnjo nastavljati tukaj, kar ni varno. Evo, ogledala, recimo najdem zapakirana upravljalni elementi tukajle, šele. Klimatska naprava ima v bistvu tudi zelo majhno vrstico, ki bi bila čisto komot večja, pa moram ravno tako spet potem odpreti meni, da lahko nastavljam stvari. Evo, odmozovanje zadnjega stekla je skrito tukajle. Pravzaprav niti sovoznikovega predala ne moram odpreti, moram pritisniti tukajle na stikalo. Jezi me v bistvu tudi, da so brisalniki vedno nastavljeni na način avto, ko vklopimo avtomobil in potem razmažejo to zasušeno svinerijo po celi šipi in si mislim, zakaj že? Pa še ena malenkost. Čeprav ima zgoraj tisto grdo ohišje za lidar in kamere, samodejni preklop za dolge luči tudi tukaj ne deluje perfektno, kot pri skoraj nobenem avtu, ne, kar pomeni, da vam bodo nasproti vozeči avtomobili blendali, ko jih boste zaslepili. Pa ogledali, ja, ful lepi sta brez tega ohišja, ampak se ravno zato zelo hitro umažeta. To so malenkosti, ki manjkajo do perfektnega avtomobila, sicer je pa kabina ena sama poezija. Materiali dajo vedeti, zakaj je avto tako drag, tudi izdelava je brezhibna, sedi se odlično in v bistvu ima spredaj res perfektno masažo. Včasih sploh nočem iti ven, ker je toliko prijetno.
Obenem je pa tudi prostora noro veliko. Kljub 7 sedežem v prtljažniku ostaja 324 litrov, če zadnja 2 sedeža podrete, ima pa prtljažnik kar 690 litrov. Pa še spredaj ga ima 49 litrov meri. No, najboljša je pa v bistvu tista zadnja klop, ker se vse tako lahkotno nastavlja, da vse skupaj lahko premikaš, nastavljaš z eno roko, če v drugi recimo držiš otroka ali pa kaj drugega dragocenega. Kljub muham se na večino stvari hitro navadiš, jaz po dobrem tednu zdaj že vse obvladam in v bistvu lahko rečem, da je tole eden najboljših pa najbolj prijetnih električnih avtov, ki sem jih vozil. No, z izboljšavami pri polnjenju bi moral biti pa tudi na tem področju en napredek. Je drag, vem, ampak tudi za tiste, ki si lahko privoščijo, mora biti nekaj v ponudbi. Evo ga.